Torej, v muzeju hranimo veliko predmetov in težko se odločiti, pravzaprav, kjer predmet je tvoj najljubši. Zato sem se jaz odločil, da bom predstavil predmet, ki smo jo proučevali lansko leto in mogoče nekaj ni moj najljubši sam po sebi. Je pa siguren en predmet, ki ga je bilo zelo zanimivo proučevati, ima zelo zanimivo zgodbo in mi v bistvu se mi zdi, vsaj kar se muzejskega dela, je prav užitek tak predmet proučevati. Tole je en ameriški mitraljez Browning M2 AN, ki je bil med drugo svetovno vojno namontiran v veliko večino ameriških vojaških letal, sploh v drugi polovici druge svetovne vojne. V naš muzej je prišel leta 1952 iz zalog bivše jugoslovanske armade, ki je takrat podpisovala trofejno orožje. In pravzaprav do lanskega leta nismo vedeli prav veliko o tem predmetu. Torej, sam po sebi te strojnice niso tako redke, hranjenih je veliko število, ne nazadnje ta mitraljez, kasnejši izvednik tega mitraljeza zmerno uporablja. Kar je pa zanimivo, je pa njegova zgodba. Namreč lansko leto smo pač preko arhivskega gradiva v pomoči nekaterih sodelavcev ugotovili, s katerega letala je ta mitraljez. In sicer pripadal je enemu bombniku B-17G iz 483. bombniške skupine, ki je 22. novembra 1944 poletel na bombni napad na München oziroma na ranžirni kolodvor v Münchenu. Že na poti tja je imel tehnične težave, en motor mu je odpovedal, zato so se obrnili. Potem smo se šli še v nemško protiletalsko obrambo. In posadka, ki je bila na letalu, je ugotovila, da po vsej verjetnosti ne bo mogla doseči svoje baze v Italiji. In se je zato odločila, da bo probala priti do Visa, ker je bilo pa takrat pomožno zavezniško letališče, ker Vis je bil takrat v partizanskih rokah. Tudi to jim ni uspelo in potem, ko so preleteli ozemlje današnje Nemčije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške, so pristali v današnji Bosni in Hercegovini v Sanskem mostu. Tam so posadko, ki je še ostala v letalu, namreč del posadke je izskočil iz letala že nad Avstrijo. Tisti del, ki je pa vztrajal z letalom do konca, so pa potem je dobil stik s partizani in so bili potem transportirani nazaj v Italijo. No, letalo je pa, kot rečeno, pristalo prisilno pri Sanskem mostu in seveda partizani so vse, kar je bilo uporabno in okoliško prebivalstvo, seveda so iz njega odnesli. Med drugim je bila na njem tudi ta strojnica. Kako je ta strojnica prišla v Slovenijo, to je pa zdaj ena, rekel, manjša skrivnost, ki pravzaprav obstajajo neke teorije, ampak težko pa karkoli dokažemo. Po vsej verjetnosti je prišla v Slovenijo maja 1945 z eno od partizanskih enot iz juga, ki je takrat prišla v Slovenijo. Glede na določene modifikacije na tej strojnici, delimo tole, tale del, ki služi za, po vsej verjetnosti za pritrditev kletne plošče in pa tale trg od spodaj, je bila nameščena na neko vozilo, mogoče celo na enokletni transporter. In predvideva se, da bi to lahko bil edini partizanski brake carrier, ki je imel namontirane dve prav taki strojnici. Torej, v muzeju pravzaprav na splošno obstaja nek kliše, ko dobimo kakšen zanimiv predmet, pa rečemo, kaj bi pravzaprav bi bilo, če bi ta predmet lahko govoril, povedal svojo zgodbo. No, tale je potem lansko leto po več kot 70 letih imel svoje zgodbe